Dober dan, spoštovani udeleženci, spoštovane udeleženke današnje okrogle mize z naslovom Podjetnica bom. Vsaka od vas in vsaka od nas ima svojo uspešno podjetniško zgodbo na svoji poslovni poti. Vsaka verjetno malce drugačno, pa vendarle je kar nekaj skupnih in stičnih točk, ki nas združujejo in ki nas povezujejo in ki bodo dajale iz današnjega omizja verjetno tudi dobro bero, dobro popotnico našim mladim podjetnicam in seveda tudi podjetnikom na njihovi poslovni poti, na njihovi novi začeti poslovni poti. Vendar nekaj skupnega pa je in stičnega. Vse smo uspešne. Do tega uspeha seveda ni prišlo kar čez noč. No in kako smo orale ledino in kako smo dosegle in dosegamo svoje uspehe, o tem bomo spregovorile v naslednji uri, ki nam je odmerjena za to okroglo mizo. Prave ključe, tako smo podnaslov dali naši današnji oddaji, na omizju z naslovom Podjetnica bom bodo z mano danes odstirale. Mojca Špec Potočar, direktorica Razvojnega centra Novo mesto. Dober dan. Ana Blažič iz Visoke šole za upravljanje in poslovanje v Novem mestu. Pozdravljeni. Marta Medle, uspešna podjetnica iz podjetja Medle. Meta Kocjan iz Male mačke. Kristina Kočet, Tiko Pro. In pa Ana Petančič iz Vrsi, ali bolje rečeno enote Simobil iz Novega mesta. Pogovor bom vodila in tudi v njem sodelovala Irena Vide, direktorica in odgovorna urednica regionalnega televizijskega programa Vaš kanal. Kot rečeno, poti so bile različne, pa poglejmo kakšne in kaj vse se je dogajalo na njih. Začeli bomo z vami, Mojca Špec Potočar, ki ste preko svojih programov kot direktorica Razvojnega centra Novo mesto nudili in ki nudite možnost in priložnost, da se lahko te prave podjetniške ideje udejanjajo tudi v praksi. In ker nosi osrednja tema današnje mize, torej naslov Podjetnica bom, ki poteka pod vašim okriljem v sklopu projekta Podjetno v svet podjetništva 2014, vas prosim najprej za nekaj vaših temeljnih izhodišč, usmeritvah. Za tako imenovano, lahko bi rekli, začetno strokovno popotnico mladim podjetnicam. Ja, dejansko res v okviru našega projekta Podjetno svet podjetništva in pa vseh programov, ki jih izvajamo v Razvojnem centru, dejansko spodbujamo podjetništvo. Podjetništvo na takšen ali drugačen način in seveda popotnico, ki jo predvsem v današnjem času, v času krize, ko je brezposelnost med mladimi izjemno velika, lahko nudimo preko programa Podjetno svet podjetništva, preko programov, ki jih izvajamo tukaj v tem okolju podjetniškega inkubatorja Podbreznik in seveda z vsemi drugimi spremljevalnimi programi. Sama sem recimo bila prejemnica kadrovske štipendije in to me veseli, kajti preko možnosti, ki jo dobivaš kot študent, kot mlad, spodbud in usmeritev, pravzaprav potem lahko dejansko te čaka delovno mesto, nekako opaziš, kje so možnosti in priložnosti in seveda tudi svoje sposobnosti. Sposobnosti, ki jih lahko naučiš, ki jih lahko daš okolju in seveda tudi razvijaš. In predvsem pa moram reči, da preko naše regionalne razvojne agencije pravzaprav spodbujamo možnosti in pa tiste priložnosti in tržne niše, ki so danes tukaj v okolju, ki jih seveda tudi skupaj z drugimi ustanovami in z drugimi podjetniki, tako malo, srednje, veliko gospodarstvo lahko ustvarjamo. In teh priložnosti prav v teh kriznih časih ogromno. In en od segmentov je pravzaprav tudi v okviru tega projekta to, da si vloge razdelimo in da si tudi glede na to, da je ženska lahko, kot smo rekli, podpira več vogalov, lahko tudi dobra, uspešna podjetnica, menedžerka, mati in seveda tudi partnerica v vseh primerih in v privatnem in poslovnem življenju. Torej, preko naših del in seveda spodbujamo to, da se enakovredno vsi poklici, vse možnosti, ki so izvajajo in da jih lahko tudi vsi udeleženci tudi plasirajo in seveda so enakopravni partnerji. To se nam zdi izjemno pomembno v današnjem času tudi glede na spol. Hvala lepa.
Ana Blažič, dolgoletna dekanja na Visoki šoli za upravljanje in poslovanje. Vi pa ste svojo priložnost in podjetniško pot poiskali v šolstvu in izobraževanju in to priložnost mnogim tudi dali. Kaj se je dogajalo skozi čas? Ja, jaz sodim v generacijo, ki je takole ene 3, bi lahko rekla, stopnice za vami oziroma pred vami in zagotovo sodim v tisto generacijo, kjer so bile spodbude za napredovanje in kakršnekoli bi lahko rekla želje okolja, da bi se izobraževal nadalje, minimalne, ampak je bila prva in edina želja staršev in okolja, da se čim prej zaposliš. Tako da vse to, kar smo potem v življenju dosegli, je bila pravzaprav res ena osebnostna značilnost vsakega človeka posebej, zlasti iz naše generacije. Mene ni sram povedati, jaz sem stara 67 let in si lahko predstavljate, kako daleč nazaj segajo pravzaprav ti moji spomini. In bom povedala kot prvo, da sem tam nekje do 11. leta odraščala v vaškem okolju, kjer je bilo moje otroštvo čudovito in danes boste od mnogih slišali v mojem revnem otroštvu. Ni res, ničesar nismo potrebovali, ker smo bili neizmerno svobodni, vsi so nas imeli radi, pri vsakem sosedu si dobil kos kruha in vsa vrata so ti bila odprta. Po 11. letu sem se preselila v manjše mesto Metlikov, kjer je živela skupina ljudi, oziroma ne vem, nekaj tisoč prebivalcev, vseh možnih narodnosti, ki smo se čudovito razumeli in kjer dejansko ni bilo pomembno niti kakšne vere si, še manj pa pomembno kakšne narodni si. Tako da je bilo to spet eno čudovito lepo obdobje mojega življenja, kjer sem pravzaprav doživljala in pa ena dobra, kvalitetna osnovna šola, ki je bila dobro izhodišče za napredovanje naprej. Ampak daleč od tega, da bi nas kdo spodbujal, da gremo v srednjo šolo. No, ko sem končala osnovno šolo, nas je bilo tam v generaciji enih 50. No, od teh 50, ko je pomembno, kako se te zadeve razvijajo, gledajte, to je vis-a-vis tistih časov in danes je to razlika. Takrat je šlo približno 90% mojih sošolcev iz osnovne šole v uk ali pa v zaposlitev. Beti, Komet, to so bile tovarne, ki so prav kmalu 16 let se počakalo. Mnogi so tudi ponavljali in so bili takoj že 16 let stari, ko se je zaposlovalo. 10% približno nas je pa napredovalo oziroma se odločilo za srednjo šolo. To je majhna številka. Če gledate vis-a-vis danes, ko pravzaprav so le redki tisti, ki ne nadaljujejo šolanje v srednji šoli. No, jaz sem se odločila za nadaljevanje študija na učiteljišču v Novem mestu, kar je pomenilo vsak dan iti ob 5 in 14, zjutraj ob 5 pa 14 z vlakom iz Metlike in se vrniti šele ob 6 zvečer domov. Zakaj to pripovedujem? Ker je to, pa še pouk je bil ob sobotah. To omenjam zato, ker se nisem imela možnost naučiti kuhati. Če si bil od 5 zjutraj pa do 6 zvečer in potem še v soboto, in seveda je to bilo en velik minus. Ko se poročiš, mi ne znaš kuhati, je to definitivno minus. To se ne pardonira. Ne. Kakorkoli bi si to želeli, ne bo šlo. Ne bo šlo. No, z ozirom na to, da je bil moj sošolec 2 leti pred menoj na vlaku, Toni Gašperič, si lahko predstavljate to družabno življenje na vlaku. To so bili nepozabni štosi in prelepo smo se imeli. Smo pa prevozili smo se vozili tako dolgo, da smo prevozili 3-krat okrog ekvatorja. Smo zračunali. Si predstavljate, ne? No, potem sem nekje 5 let je trajalo učiteljišče in končalo nas je 66 učiteljišče in zgodba se je nekoliko popravila. Se pravi, približno enih 80% učiteljišnikov se je takoj zaposlilo, 20% nas je nadaljevalo. In od tistih 80%, ki so se takoj zaposlili, jih je potem nadaljevalo izobraževanje mogoče ena dobra polovica, ostali so pa nekako dočakali upokojitev s srednjo šolo. No in zakaj vam to pripovedujem? Danes srečam sošolke in mi pravijo, lahko tebi, imaš veliko pokojnino. Imam. In prav je, da jo imam. Ker sem vis-a-vis njih napravila 60 izpitov. In to vse v Ljubljani. No, enega sem 2-krat opravila. Štela sem pa zraven tudi vozniški izpit, ki mi niti slučajno ni bil lahek.
Takole, da je pri 33 letih sem postala ravnateljica srednje zdravstvene šole. Veste, če si dober, te povabijo. Dobro službo ne boš našel kar tako. Moraš biti povabljen. In če si povabljen, pomeni, da se od tebe veliko pričakuje in da moraš ta pričakovanja nekako uresničiti ali pa izpolniti. Kaj mi je bilo težko kot vodilni delavki? Najtežje mi je bilo delo z ljudmi. To je bil poseben, bi lahko rekla, svet medicinskih sester. Prvič ga nisem kaj dosti poznala in drugo je to en drug način razmišljanja in življenjske filozofije. In mi je bilo težko in sem takrat rekla in se zaklela, da nikoli ne bom več vodilni delavec. In tako sem nekako vztrajala enih 15 let, na kar sem se zarečenega kruha. Spet se mi je zgodilo, ne? Tako da je to bilo pravzaprav zanimivo. No, vmes sem poskusila kar nekaj projektov. Eden moj najljubših in za katerega mi bo večno žal je bilo to, da sem bila 15 let v klubu za nadarjene učence, kjer smo dejansko s temi mladimi nadarjenimi ogromno delali in je to bil moj, lahko rečem, življenjski prispevek. Zakaj? Prvič, ker sem s temi mladimi ogromno delala, ker so bili mnogi izmed njih zelo uspešni, z mnogi imam še kontakte in moja želja je, da bi napravili en mednarodni posvet, na katerega bi povabila te ljudi, ki so zdaj že stari 40 let in več, da bi ugotovili, kje so na svoji življenjski poti obstali pri vseh svojih potencialih, ki so jih imeli, ali so jih uspeli razviti in ali so uspeli v življenju ali niso. No, takrat sem se začela tudi strokovno ukvarjati, pisala sem, imam kar neko spodobno bibliografijo z tega področja. No, in tako kot pravite, z zarečenega kruha nekaj pojesem, sodelovala pri pripravi programa Visoke šole za upravljanje in poslovanje. In takole postala tudi njena ravnateljica za mene kar dolgih 8 let. Ampak, kaj ne rečem, to so bila leta silnega odrekanja. Ker če začneš pa nekaj čisto od nule, res od nule, je to veliko dela. Ampak na to delo si lahko potem ponosen, lahko se iz njega veliko naučiš, nekaj za teboj ostane, nekaj prispevaš in se začneš spraševati, če si bil potem pravzaprav zato tudi poslan na ta svet, da si izpolnil to svojo nalogo, za katero si bil sposoben, da si jo realiziral. Zakaj je bila moja življenjska pot drugačna od drugih? Imela sem to srečo, da imam gensko dober energetski potencial, ki je zelo bistven za delo. In nikar ne govorite, da ste utrujeni. To nihče rad ne posluša, zlasti, če ste mladi. Tudi, če ste. Ampak to je samo takole. Se zgodi, ne? Sicer pa tamle do 60. leta skoraj ne uporabljajte te besede. Ni dobro, ne priporočam. Ne. Imela sem vedno smisel za organizacijo. To je zelo, zelo pomembno. Ker se organizirati življenje pri vseh obveznostih, ki jih imaš, je izjemnega pomena. Ker na koncu krmariš med zaposlitvijo, med možem, kar je zelo pomembno, med otroci in med gospodinskim delom in pa seveda med svojo kariero, ki bi jo pa vendarle rad imel, če se za njo seveda odločiš in vi se za njo seveda odločate. V življenju sem imela to srečo, da sem se naučila veliko stvari. Do 11. leta sem se naučila vse delati na polju. To mi danes izjemno pomaga, ker sem sposobna samooskrbne predelave hrane. Naučila sem se v osnovni šoli kvačkati, plest, vest in sem bila zato malo lepše oblečena, kot so bile druge. Na učiteljišču v srednji šoli sem se naučila recimo še šivati in sem si šivala do 50. leta. V 1 uri sem imela krilo narejeno. Mislim, to je lahko v nekem poklicu. Glejte, vi, ki se boste ukvarjali s oblikovanjem lesa, so take spretnosti izjemno pomembne. Poznavanje materijala, obdelava in tako dalje, kaj nam pripovedujem zagotovo. Skratka, vsako znanje je pomembno. Danes, ko izpolnjujete Europass, vprašajo po vseh možnih vrstah znanja. In odlično je, če napišete čisto vse in vam zelo priporočam, da vodite evidenco o vsem, kar ste se naučili. Zberite na kup vsa potrdila, vsa dokazila, vse, kar imate in da si pripravljate eno tako bibliografijo, ker pri vlogah za zaposlitev ali karkoli že boste to lahko napisali kot vašo
potencialno prednost. Tule bi rekla, kaj so bile moje pomanjkljivosti. Da ne boste rekli, da sem bila samo takole. Bom naštela takole. Moje pomanjkljivosti so, da imam premalo časa za druženje s prijatelji, to je jasno. Občutek slabe vesti, da nečesa nisem napravila. Naj vas to ne spremlja preveč. Meni je bilo to zelo otežujoče, moram reči. To ni dobro. Priganjati ostale. Nimamo vsi enakega tempa. In če imate tempo, potem, in če drugi nimajo, boste to morali sprejeti in razumeti, zlasti, če boste imeli zaposlene okrog sebe. Potem ne znam reči ne. Tudi to ni dobro. Morate kdaj reči ne. Zlasti, če bo neko delo, ki vam nikakor ne bo ustrezalo. Vedno me spravijo iz tira grobost, nehvaležnost, nesramnost. Ne gojite in ne dovolite tega v vaši sredini in nobenih flavs. To je zelo pomembno. In ne znam peč sladic, to mi zamerijo. V mojih 45 letih zakona, pa sem vam za hec povem, zlikala 13.500 srajc, 6.300 hlač, 58.500 kilogramov perila, pripravila čez 47.000 obrokov in pretovorila čez 114.000 kil posode. Toliko. Zdaj nam je jasno, kako se vodi evidenca, ne? V poslovnem pa tudi v privatnem svetu. Morda je vredno posnemati. Ne? Hvala lepa, Ana. Gospa Marta Medle, vaša zgodba o uspehu je izjemno zanimiva, kajti začeli ste, kot ste velikokrat sami povedali in zapisali, praktično iz nič, v takrat vaši veliki tovarni, če temu lahko tako rečemo, tako se je takrat imenovala, v vaši garaži. Danes pa ste ponos Novemu mestu, pa tudi Sloveniji, pa verjetno tudi marsikje v svetu vas obravnavajo kot poslovnega partnerja s pomembnim klicajem. Kako vas je zaznamovala vaša poslovna pot? Jaz bi danes rada povedala, samo to nisem se kaj posebej pripravljala, kakšna je bila pravzaprav moja vloga v tem podjetju in jo nenazadnje polagam na srce tudi vsem drugim podjetnicam, predvsem pa vam, ki stopate sedaj na to podjetniško pot. Jaz sem jo v teh 38 letih prehodila in na to prehojeno pot sem ponosna. Morda mi je manjkalo na začetku, ker sem najbolj pogrešala kakšnega podjetniškega predznanja, ker takrat so bili časi drugačni, sem generacija gospe Ane Blažičeve in so bile te poti zaprte. Razen delovnih navad, ki sem jih imela od doma in srednješolske izobrazbe, to je bila edino predznanje, ki mi je takrat pomagalo, ko sva se z možem vrnila začasnega dela v Nemčiji z nekaj kapitala in zgrajeno stanovanjsko hišo, v kateri sva uredila tudi delavnico. Mož se je odločil za samostojno pot obrtništva. V takratnih časih je bilo to skoraj kot protidržavni element. Zato smo morali toliko bolj skrbeti. In po 3 letih, ko sem se dejansko pri njemu zaposlila, sem se tega še posebej zavedala. Imela sva 2 otroka. In potrebno je bilo usklajevati to našo podjetniško pot v taki meri, da je bila zagotovljena socialna varnost otrokoma in pa vsej družini. Zato je bilo takrat, ko sva se usedla z možem, da se mu pridružim in začneva to skupno pot, vzeti neko vizijo, kako bova to izpeljala. In osnovno vodilo pri našem delu je bilo, in moram reči, da je še danes, in na kar sem tudi izjemno ponosna, poštenost. Poštenost do kupcev, da so dobili tisto, kar so naročili, v pričakovani kakovosti, v dogovorjenem roku in z dogovorjenim plačilom. Poštenost do zaposlenih,
do dobaviteljev, da so dobili blago plačano v roku, ki je bilo vnaprej dogovorjeno, in nenazadnje tudi poštenost do države, da sem imela vse skozi, vse obveznosti poravnane v rokih, ki so bili določeni. Seveda je bilo zato potrebno stalno pridobivati nova znanja, ker zakonodaja se je spreminjala takrat, kot se sedaj. Vedno je bilo treba slediti vsej tekoči zakonodaji. Potrebno je bilo spremljati trende na trgu. Z možem sva imela razdeljeno delo tako, da je on skrbel za tehnični del, za sprejemanje naročil na terenu, za pridobivanje kupcev na terenu, nabavo materijala. Jaz pa sem skrbela za tisti papirnati del, knjigovodstvo, računovodstvo in pa skrb za družino. Ker kakorkoli jaz sem želela, da imamo tudi nekaj od življenja, ne samo podjetnost oziroma to podjetje, za katero delamo, da si vzamemo čas tudi zase, da ga preživimo skupaj z družino, da ima vsak svoje hobije in to lahko goji pač v tistih mejah, kolikor časa nam je ostajalo. Zato smo morali včasih vsi skupaj zagrabiti, tudi otroka, da smo naredili vse, kar je bilo potrebno in imeli vikende proste, skočili poleti skupaj na morje, pozimi na smučarijo in tako dalje. Skratka, nisem bila nikoli zagovornik, da delaš v podjetju 24 ur na dan. V 10 urah se da veliko narediti in to je povsem zadost. Ostalo moraš čas porabiti tudi zase, za družino, da nekako vse skupaj dobro funkcionira. Tako sta ob tem odraščala tudi otroka in raslo je tudi naše podjetje, ki je zahtevalo več zaposlenih, več nove tehnologije, skratka, razvijali smo se. In ko sta otroka počasi vstopala v podjetje, posebno, ko je vstopil starejši sin, ki je bil pravo nasprotje razmišljanja od moževega, smo videli, da enostavno ne gre tako, kot bi moralo iti. In sem predlagala, ko smo se enkrat usedli, resno se pogovarjali, da je sin ustanovil svojo obrtno dejavnost ali podjetje, kot se reče sedaj, in peljal del svojega proizvodnega programa, mož pa je lahko svojo vizijo razvijal naprej. Šele potem, ko se je upokojil, je vodenje tega najinega podjetja prevzel mlajši sin. Seveda delamo vse pod skupnim nazivom in pod isto streho, vendar imamo ločeno. Ker to se mi je vedno zdelo pomembno, da vsak dela tisto, v kateri stvari se najbolj najde, za kar je najboljši. Tako sem vključila tudi obe snahi. Vsaka je dobila svoje področje s svojim predznanjem, ki so ga prinesle v podjetje s študija, da so to svoje znanje nadgrajevali. In tako smo nekako pripeljali to zgodbo do današnjih dni, da sem se lahko tudi jaz mirne duše upokojila in moram reči, da sem zadovoljna, da sinova peljeta to našo podjetniško zgodbo naprej. Toliko. Hvala lepa. Meta Kocijan, asociacija na Mala mačka, ko sem prebirala tole vaše gradivo, ste napisali z enim simpatičnim smeškotem, Mala mačka se pa piše skupaj. Kako vam je uspel ta preboj z Malo mačko?
Mala mačka je nastala v bistvu zaradi moje lastne potrebe, bom povedala po pravici. In sicer sama imam to srečo, tako kot gospa Blažičeva, da prihajam iz kmečkega okolja, kjer sem bila že kot otrok že naprej primorana pač se znajdeti hitro, ne vem, nekaj skuhati, nekaj nakupiti, pomagati pri kmečkih opravilih in tako dalje. In potem, ko se je pač moja pot nadaljevala tukaj v Novem mestu z vsemi stvarmi, ki sem jih počela v življenju, z vsemi delovnimi nalogami, ki sem jih dobila v podjetjih, kjer sem delala, je kar naenkrat se začela zraven razvijati neka potreba po določenih produktih, ki jih nisem mogla v Novem mestu dobiti. Se pravi, želel si, ne vem, nekaj malo bolj konkretnega pojesti, ni bilo trgovin v Novem mestu, kjer bi si to lahko kupil, nekaj popiti in tako dalje. Vedno sem bila nekako povezana z vinom, z vinogradništvom, s temi zadevami in tukaj je nastala ta ideja po odprtju butične trgovine v centru Novega mesta in sicer z izdelki, ki se jih na policah nekih velikih trgovskih centrov ne dobi. Se pravi, da se povezuješ z lokalnimi predelovalci, lokalnimi ponudniki hrane, vina in tako dalje. In tako je ratala butična vinoteka Mala mačka. Mala mačka zaradi tega, ker sem sama velika ljubiteljica mačk, pa tudi zaradi tega, ker neka statistika govori, da trgovine, hoteli, prostori, ki uporabljajo ime v svojem nazivu, v osnovi lahko dolgoročno pač malo več časa traja, sicer da zadeva zdaj laufa, ampak da so bolj uspešne. Recimo imamo hotel Slon, imamo take zadeve pri nas v Sloveniji. Imamo Slona v Novem mestu, ki ima res dolgo družinsko tradicijo in tako naprej. Potem se je pa po tej ideji, zdajle 2 leti pa pol, malo več kot 2 leti pa pol, trgovina že obratuje, istočasno se je pa zraven pojavila potreba pač, da vse te produkte, ki jih nudimo v trgovini, ne nazadnje na dnevni bazi ponudiš obiskovalcu. Tako se je pač iskala lokacija za gostinski lokal, v osnovi za prvi brunch kafič v Novem mestu, bom tako povedala, se pravi, da ponujaš poleg najboljše kave v mestu, na čemer zdaj delamo trenutno, tudi nekaj takega malega za pikant zaradi generacije, zaradi naše generacije, ki mogoče smo malo bolj zaposleni, ne hodimo ob 3 ali 4 popoldan domov na kosilo in tako dalje. Po drugi strani je pa tempo našega življenja tak, da rabimo stvari za sabo, da rabimo nekaj pikant, pa vse mora biti bolj zdravo. Zdravo in lokalno pripravljeno. Tako da se zdaj ta ideja Male mačke trgovine in gostinskega lokala lepo širi naprej. V centru Novega mesta imamo zdaj 2 lokaciji. Ena lokacija je trgovina, druga lokacija je gostinski lokal. Zdaj pa spet, poleg vsega tega skupaj, je pa nastala nova blagovna znamka in sicer spet zaradi vina, nekako ta vinska kultura opažamo, da združuje ljudi. In s tem je ratala ta ideja za mali festival velikih vin, ki smo ga letos z organizatorkami, moram poudariti, da smo samo ženske organizatorke, smo ga letos že 2. leto na Glavnem trgu tudi izpeljali. Tako da imamo še kakšne druge stvari v planu, poleg lastnih blagovnih znamk, ki jih bomo pa zdaj počasi začeli razvijati. To bi bilo na hitro. Hvala lepa, Meta. Mlada podjetnica leta 2013, Kristina Kočet, bila sem ena izmed udeleženk na vaši delavnici in na vašem seminarju in lahko rečem, da ste me prevzeli. Tako za vsebino, ki ste jo podali, kot tudi za vašo prepričljivo interpretacijo. Kako se je pravzaprav zgodilo, da ste bili tako odločni, da ste šli, ne sicer družinsko, če sem nekje prav razbrala, da vam je se morda tudi ponujala poslovna pot, ampak iz uglednega podjetja, kjer ste delali z veliko znanja, veliko izkušnjami, se je zgodil prelom v vas nekje in hitro ste uspeli. Ja, v bistvu mi smo še na tisti poti, no. Ko podjetje recimo še raste, pa tudi pride do tistih stvari, ko ti včasih tudi ne gre, prije kako leto, zdaj prvič, pač ko ni
tako dobro zaradi same situacije v državi, bolj politične, kot pa gospodarske, ampak kaj je mogoče zanimivo, danes smo se, bom rekla, dopoldne že z eno skupino pogovarjali na to temo, zakaj sem sploh začela s svojo podjetniško potjo, v bistvu zato, ker sem ostala pač brez službe, no, in je bila bolj tista ideja, kaj zdaj, poiščem novo službo, ali grem kot študentka nazaj na faks, ali začne sama svojo pot, in je bila tudi malo podpora, no, mojega moža, da pa reče, lej, pa probaj, pa boš videla, kaj bo, no. In res, mi smo malo probali, pa bom rekla, same storitve, ki jih ponujamo podjetjem, jaz vedno želim za sebe pa za svoje podjetje najboljše. In to tudi želimo mi, bom rekla, dati naprej ostalim podjetjem. Bom rekla, v prejšnjem tednu smo imeli eno malo tudi tak brainstorming skupino na temo storitev, pa smo prišli do tega, da so nasplošno storitve v Sloveniji slabe kakovosti. In če nekdo, bom rekla, se potrudi oziroma da stranki oziroma podjetju nekaj več, kar on mogoče pričakuje, oziroma pa če daš več, ko pa pričakuje, bom rekla, imaš tisto možnost, da uspeš na trgu. Dobro je, da verjameš v svoj produkt, mi smo, pač bom rekla, mi smo na strokovnem vidiku, moramo biti izredno podkovani, to pomeni, da mi mesečno vlagamo v izobraževanje svojih zaposlenih in tule, bom rekla, nikoli ne smete biti strah pa reči, ali pa nimam denarja, ali pa to mi je pa škoda, da denar za izobraževanje. Mi v našem podjetju vlagamo res na, ne vem, vsakega tudi vprašamo. Dajte sami mogoče reči, kaj vas zanima, na kateri strani si želite dodatno izobraževati. Smo zelo mlada ekipa in bom rekla, na tak način pač rasteš. Pa rasteš dejansko tudi tisto stranke zaupajo v tebe, podjetja zaupajo v tebe in rasteš dejansko skupaj z samim trgom oziroma skupaj z samimi strankami. Je pa uspeh tudi, bom rekla, malo relativno, kaj za koga uspeh. Mogoče, ne vem, ko nekdo pogleda, ne vem, naše bilance, pa tudi rast števila zaposlenih, se vsako leto povečuje, ampak imamo pa še vedno vsako leto neke nove ideje, nove izzive. Ne vem, internacionalizacija storitev je recimo v letošnjem letu pred nami, na kak način tudi z storitvijo vstopiti na tuje trge. In tako da tega recimo nikoli ne zmanjka, no. Bom pa rekla, da treba biti vztrajen, na začetku ogromno dela, če posebej pač pri določenih storitvah, ko nimaš dovolj lastnih sredstev, da bi lahko plačal nekoga, da ti naredi določene stvari, ampak se z vztrajnostjo pa voljo se to da, no. Tako da to. Pač mi smo zelo v bistvu tako odprto podjetje, zaradi tega, ker jaz sem tudi v vmesnem času, smo mlado podjetje, 4 leta staro, pa vmes mene že 1 leto ni bilo, pa so zrasli za 10%. Mogoče tudi, pač šla sem na porodniški dopust, se zdaj, bom rekla, se pogovarjamo, kako bi bilo, če bi drugič odšla, ker smo res v nekem takem podjetje kar hitro zraslo. Moraš zaupati svojim sodelavcem, moraš jim dati priložnost, da se izkažejo, zaradi tega, ker to je za vsakega posameznika najtežje. Vsak misli, da je nenadomestljiv, da noben ne more biti boljši kot pa on, ampak ko pa daš vajeti svoje roke, pa dejansko vidiš, da tudi ostali so sposobni to narediti, so sposobni voditi določene, ali so to oddelki, ali so to določene storitve v podjetju, ali tudi podjetje, in se to dano. Ni to iz danes na jutri, mi smo se pripravljali recimo pač obdobje pol leta, pa še zdaj, bom rekla, ta cikel izobraževanja še vedno poteka v samem podjetju. Potem imamo tudi odprto kulturo komunikacije, to pomeni, da ni podatka v podjetju, da bi nekaj skrivali pred ostalimi sodelavci ali pa zaposlenimi. Dajte dati čim več informacij svojim zaposlenim, pač kolikor to dopušča sama narava dela podjetja, zaradi tega, ker pride, ne vem, določene mlajše generacije, pa reče, primer, jaz bi imel 1000-2000 evrov plače, pa dejansko se sploh ne zaveda, kaj mogoče to pomeni za podjetje. Dajte mu razložiti, oziroma, lej, tak je strošek, veš, koliko moraš delati, kaj boš, ne vem, na kak način si predstavljaš, da bomo mi to zaslužili recimo v podjetju. Pri nas so vsi, ne vem, stroški, prihodki, take zadeve zelo odprti in tudi vsak ima, bom rekla, pogled v samo strategijo, tudi kratkoročno in dolgoročno strategijo podjetja. To se mi zdi pomembno, da vejo, da ne delajo samo za mene, da delajo tudi za sebe.
Hvala lepa, mlada podjetnica v letu 2013, že z kratko, sicer poslovno potjo, pa že za veliko biro res koristnih podjetniških napotkov. In tu poleg mene Ana Petančič, ki pa ni bila ob službo, ampak je zapustila sredi porodniške zelo dobro službo in odšla na tako željeno svojo poslovno pot, morda jih sanjati svoje, ne sanjarjenje, ampak sanje. Kaj je Ana? Ja, tako je. V bistvu, ja, moja pot je mogoče majčkeno drugačna. Zdaj sem pač direktorica franšize Simobil tukaj v Novem mestu. Ja, v bistvu, jaz sem s Simobilom zdaj povezana že 10 let, začela sem tam delati kot študentka, že tako, kot je gospa Ana omenila. Sem bila pridna, sem se dokazovala, sem pač bila delovna, tako sem dobila tam potem redno zaposlitev, pač v marketingu. Služba mi je bila sanjska, v bistvu sem skozi preživela tam dušo in telo sem pač dala za Simobil, ker je res fajn, če se dejansko z podjetjem, v katerem delaš, če se z njegovimi vrednotami znaš povezati, je to super. In potem sem pač odšla na porodniški dopust. Očitno se je moje delo na Simobilu pač splačalo, ker sem bila v bistvu pozvana. Sredi mojega porodniškega dopusta dejansko sem dobila klic od predsednika uprave, da so se odločili odprti prvo Simobilovo franšizo in to sicer v Novem mestu in če bi jo bila pač pripravljena prevzeti. Tako da v bistvu tako, imaš zagotovljeno službo za nedoločen čas, služba ti je super, vse štima, imaš 6-mesečnega otroka doma in zdaj se je bilo treba odločiti. Tako da, če veš, če zaupaš svoji intuiciji in če enkrat veš, kaj bi rad želel, če pač poslušaš svoje sanje, se potem mogoče ta odločitev lažja. Ni lahka, je pa potem lažja. Tako da jaz sem se nekako vedno vedela, da bom enkrat na svoji poti, nisem vedela, s čim se bom ukvarjala, kako, kdaj bo do tega prišlo. Tako da v bistvu, ko se mi je ta priložnost ponudila, sem potem s partnerjem pač tehtno to premislila in sem zelo vesela, da sem sprejela ta izziv, ni bilo lahko. Sploh, ker je bilo treba se z nule štartati, kot ste že vi omenila. V bistvu franšiza je super, v bistvu vzameš nek know-how od nekega obstoječega podjetja, ampak je pa v bistvu tako, da podjetje štarta prvi dan štarta in mora vse potekati tako, kot je bilo že prej. Tako da v bistvu ta čas za učenje je bil majčkeno krajši, napornejši zame predvsem. Vse sem se mogla naučiti iz nule, poslovne načrte delati, finančne konstrukcije, majhnega otroka doma, v bistvu se je moja porodniška potem pač prekinila. Ampak se pravim, vesela sem, da sem sprejela izziv, naučila sem se veliko. Štartala sem s podjetjem s 5 zaposlenimi, po 4 letih zdaj smo pač ekipa 10. Dela je veliko, ampak če ga rad opravljaš in z veseljem, potem je vse skupaj lažje, sprejmeš izzive, veliko se na tej poti naučiš, tako da super. Jaz predvsem pravim, prav pri ženskah je to zelo pomembno, da poslušate svojo intuicijo, tisti nek gut feeling, ki vam reče za določene stvari, poslušajte se, naredite tako, kot vam reče pač telo, želodec, zaupajte vase, pa potem je vse lažje. Ana, kaj pa vaš delovnik in vaš način življenja? Ja, pri tem podjetništvu je tako, delovnik. Nekako ga kar ni. Zdaj, če si na svoji podjetniški poti, je dejansko tako, da kar skozi je, če imaš svoje podjetje, skozi razmišljaš o tem. Prav je tako, ideje se skozi porajajo, z partnerjem sva skupaj pač v tem podjetju, tako da je to v bistvu lažje. Po drugi strani teže, ker potem tudi privat ne moreš ločiti, pa se skozi nekaj v podjetju pogovarjaš in razmišljaš. Tako da v bistvu zdaj sem nekje, v bistvu 4 leta imam to podjetje, punčka je stara zdaj že 5 let, zdaj sem nekako prišla že do tiste faze, da zdaj pa bo treba nekaj narediti zase, ker vseeno se moraš imeti rad, moraš ostati zdrav, ker če ti nisi zdrav, tudi podjetje ne more dobro funkcionirati, tako da si treba vzeti čas zase, treba je tudi zaupati zaposlenim in kakšno stvar predati, delegirati, tako da počasi se bom tudi jaz mogoče mogla majčkeno umakniti, mogoče iz istega razloga. Tako da je težko, ker je to tvoj otrok,
misliš, da moraš imeti vse ti pod nadzorom, ampak ja, se učim tega, vem, da moram, težko je, ampak ja, zdaj sem definitivno na tisti točki, ki vem, da moram nekaj narediti. Ja, hvala. Torej, takole smo izčrpali naš prvi krog in morda vsem tem zgodbam v parih stavkih dodam še svojo zgodbo. Pred 18 leti sem začela na regionalni televiziji Vaš kanal, ko je šel praktično v stečaj velik, največji, tedaj še jugoslovanski gradbeni gigant Pionir. Bila je odločitev pravzaprav enostavna, ali pa tudi ne, kajti bila je tudi izbira Zavod za zaposlovanje, pa vendarle, tja pa ne. Ne vem, mogoče je današnje razmišljanje drugačno, ampak želela sem si preprosto delati. Od nekdaj so bili mediji moja spremljevalna pot, moj hobi, če temu lahko tako rečem, dolgo časa tudi na radiju in ob vodenju številnih prireditev, pa vendarle, plača pa nikakršna, ko sem prišla v medij, tako da niti svojega kredita nisem mogla odplačati. Pa vendarle, bil je velik izziv po nečem novem, izziv po morda sanjah, ki tlijo globoko v tebi, in tudi nudena priložnost, da se ti nekako udejanijo. Najprej sem začela delati kot vodja marketinga, kajti prišla sem tudi iz tega področja, ampak tedaj sem rekla tedanjemu direktorju, kaj naj pa prodajam, se praktično ni programskih vsebin, ja jih pa ustvari, je rekel. In kaj češ lepšega, potem skupaj s čudovito ekipo, tudi Sebastian, ki danes snema tole našo prireditev, je bil takrat med nami. In ja, začeli smo ustvarjati nove programske vsebine praktično iz nič. Tudi, če omenim mogoče samo še kakšno danes slavno slovensko medijsko ime, kot je rečimo Sašo Džukić, več ali manj ga vsi poznate, slavna Mama Manka, voditelj prireditev številnih, sicer pa slavist, in pa Jani Muhič danes na komercialni televiziji, voditelj in še kar nekaj nas je bilo, ki smo svoje lastna sredstva vložili za to, da smo lahko naredili prvo silvestrsko oddajo takrat na vašem kanalu. In sicer imeli smo idejo, nismo vedeli, kako, imeli smo znanje, predvsem pa smo imeli voljo in kaj je izjemnega pomena. Imeli smo drugega, danes je bilo že tukaj velikokrat rečeno spoštovanje, zaupanje, vera vase, vera v drugega. Naredili smo dobro, fantastično oddajo, še danes je meni in mojemu kolektivu, pa tudi Dolenjski regiji, našemu mestu verjetno ponos v Kulturnem centru Janeza Trdine, s tem, da so praktično popolnoma vsi izvajalci, čeprav je bilo rečeno, da je to nemogoče, ampak nič v življenju, to si zelo dobro zapomnite, ni nemogoče, popolnoma nič, naredili oddajo za popolnoma brezplačno, kajti vsi nastopajoči so se odrekli svojemu honorarju. Mi pa smo kar precejšnja sredstva vložili. Ampak bili smo ponosni in prvič se je takrat zgodila silvestrska oddaja, da smo jo v lastni režiji pripravili in tudi to silvestrovo smo takrat pričakali v takrat še dokaj utesnjenih prostorih na Damičevi v televiziji Novo mesto. Nisem naštevala, nisem razlagala svoje življenjske poti, pač pa zgolj en projekt, ki je bil takrat na nek način začeten, uspešen. V vsem tem obdobju je moja vizija se udejanjala, je pa res tako kot tudi danes tukaj že ničkolikokrat slišano, če smo znali brati tudi med vrsticami, na vse v življenju ne moreš vplivati sam. Zato bodite pozorni predvsem na tisto in spreminjajte tisto, kar lahko storite vi in vi sami. Je pa tako, da nas včasih, oziroma vse prevečkrat oblikujejo tudi okoliščine, država, ki je v situaciji, v kakršni je, ampak bodimo mi vsi tisti, mi za tem omizjem in vi tam za onim, ki bomo korak po koraku pomagali k njeni spremembi in k njeni pozitivni viziji. Rekli smo, da v življenju zelo štejejo izkušnje. Izkušnje so pravzaprav neka druga življenjska fakulteta. Mojca Špec-Potočarjeva, vi jih imate veliko, verjetno tudi z vašimi podjetnicami. Kakšne so vaše izkušnje z podjetnicami, ki prihajajo na novo poslensko pot v okviru sodelovanja tega razvoja? In morda še eno podvprašanje. Danes govorimo podjetnica bom, čeprav so med nami tudi mladi fantje, dva sta, ki bosta podjetnika. So kakšni poklici, ki jih ženska naj ne bi delala?
prav gotovo, da poklicov, ki jih ženska naj ne bi delala, ni. To vsekakor iz izkušenj, iz sodelovanja in iz opazovanja pravzaprav v teh 25 letih mojega dela ugotavljam, da tega ni. In pri delu z mladimi v zadnjih 2 letih se pravzaprav to ravno tako kaže. Vsako delo je za vsakega. Važno je, da, kot je bilo že tudi rečeno in sporočeno, in kakor je iz mladih idej, ki jih predstavljajo in ki jih pravzaprav veje iz mladine, dejansko združevanje moči in seveda tisto, kar čutiš, da v čemer uživaš, lahko udejaniš. In ravno to je tisto, da si lahko uspešen in da si tudi da napreduješ in da se izobražuješ ves čas. Važno pa je tudi pravzaprav, da si znaš organizirati svoj čas, da razdeliš med tem, kot je bilo rečeno že nekje, med privatnim delom, lahko delaš, učinkovito delaš, 10-12 ur, vendar je treba potem ta drugi del nekako skoordinirati in ga pravilno razmejiti. Seveda pa ženska je sposobna narediti vse posle, kot ste vprašala, ni poklica, da ne. Moram pa reči, da iz izkušenj s sodelovanjem med ženskami podjetnicami bi rekla, ugotavljamo pravzaprav vse me ženske tukaj, ali pa tudi, kot je bilo zdaj rečeno na okrogli mizi, dejansko se je treba ves čas truditi, ves čas izvesti svoje poslanstvo in uživati v poslu, ki ga imamo, vam ga verovati. Kot ženske, kot spol ženske, pa dejansko ugotavljamo, da moramo narediti 2 koraka več kot moški v sedanjem času, da se moramo boriti za enakopravnost, da se pravi, da moramo dokazovati svoje sposobnosti, vendar, kot je bilo rečeno, tamle mala mačka, gospa Meta Kocjan, smo ženske zbrale te ideje in seveda v tej možnosti izbiranja idej, tej možnosti sodelovanja, v sodelovanju je moč in seveda ravno s tem pravzaprav ugotavljamo tudi v naši regiji, vzhodna Slovenija, da je vedno več podjetij, kjer so vodilne in vodijo in zaupajo svoji ekipi ženske in to uspešne menedžerke in seveda tudi podjetnice. Če se vrnem pa nazaj na skupino Podjetno svet podjetništva, ugotavljamo, da vedno več v populaciji mladih v naši udeležbi v teh projektu je žensk, mladih tistih, ki imajo svojo idejo in pogum velja in seveda tudi ta napor, energija, ki jo vlagajo, se seveda obrestuje. Iz izkušenj tudi, koliko je registriranih podjetij, dejansko vsa statistika kaže v to, da so ženske tiste, ki pravzaprav vodijo in seveda jaz sem prepričana, da v prihodnje v sodelovanju z širšo skupnostjo in seveda tudi podpori, kot je bilo prej rečeno, nekje zakonodaje pa političnega sistema, da ravno tako to bo. In naša institucija, moji sodelavci, ki pravzaprav podpiramo in razvijamo te podjetniške ideje, seveda delamo v tej smeri, da bo v prihodnje še lažje in da bodo poklici in dejavnost tako deficitarni kot vsi ostali nekako se enakomerno razvijali in da seveda bodo odprta nova delovna mesta, da bo možnost za mlade, za ženske, za mamice, za nosečnice, za vse in ravno v tem je ta srž tudi sporočilo današnje okrogle mize. Pravzaprav podjetnica bom smelo, pogumno in srečno naprej, tako da jaz mislim, da to je ta popotnica za vse. Hvala lepa in morda bi na našo okroglo mizo zaključili še z vašo zaključno mislijo in z vašo skupno popotnico vsake posameznice tukaj za tem omizjem. Mogoče jaz samo še dodam, ker delamo z mladimi danes, tukaj so naši tisti, ki da njihova mladost in neobremenjeno z vsem, kar jim še sledi, da naj to jim bo le izziv, priložnost, da nobena težava ni tako težka, da se ne da rešiti, da samo pogumno in srčno naprej. Jaz samo to želim in seveda uspeh je tukaj. Ana, vaša popotnica našim mladim podjetnicam. 1. januarja se usedite za mizo in napišite vaše želje za celo leto. Tisto, kar je možno realno oceniti, potem načrtujte mesec, teden in dan. In pokljukajte vse tisto, kar vam je uspelo in kar vam ni uspelo. Planiranje in cilji so ključnega pomena, seveda delo, vztrajnost in veselje do dela in ne preveč razmišljati o denarju. Jaz bi mogoče dodala še sledeče. Moje osnovno vodilo pri delu je bilo vedno poštenje. In
To danes sicer nima neke posebne cene, ampak verjemite, splača se. S poštenim delom se da prideti daleč. Morda bolj počasi, ampak pride se gotovo, ob tem pa lahko tudi mirno spite. Hvala. Jaz bom tako rekla, ne sedeti, kakorkoli že, ne sedeti, boste pripravljene in pripravljeni, v bistvu, ko vidim, da ste tudi fantje tukaj vmes, boste pripravljeni na neprespane noči, na živčke, na vse, ampak ne nazadnje, delo, ki ga upravljate z ljubeznijo, je veliko, veliko lažje ga upravljati, tako da v osnovi ni recepta, da vam ne bi mogel uspeti, tako da samo dalje, to je to. Jaz bi tule isto rekla, v bistvu naj ne bo strah, no, ker marsikdaj slišimo od mladih, joj, pa se ne upam to, pa se ne upam, ne vem, če boste delali, pa svojo energijo vlagali v tisto, kar si res želite, pa da boste na pravi način, isto z poštenjem, pa z ljubeznijo to delali, kar delate, verjemite, da trg se bo odzval, no, kakorkoli, ne bo nič, ampak če svojo energijo vlagate v prave stvari, 100% nekaj bo, no. Ja, jaz bi tudi tako rekla, podjetništvo ni lahko, sploh ne v teh časih, ko vsi tako gledajo črnogledo. Tako da jaz bi vam sem to sporočila, ostanite pozitivni. Ko imate pozitiven pogled na svet, ne glede na to, kaj okolica misli, bo vam šlo dobro. Za čuda bo vam šlo dobro, vsem ostalim bo šlo slabo, tako da definitivno pozitivizem je prava stvar. Hvala lepa, takole z temi mislimi bomo tudi zaključili našo današnjo okroglo mizo Podjetnica bom. Podjetnice smo, tako ali drugače, uspešne, ni bilo enostavno in ni lahko na naši poslovni poti. Je pa lepo, če se odločiš, da boš storil nekaj v dobro zase, v dobro svojega okolja in pa tudi širše javnosti. Morda smo danes povedali marsikaj premalo, pravzaprav veliko premalo, pa vendarle nekaj pomembnih stvari bi bilo verjetno še dobro izpostaviti. Ena izmed takih, ki se mi je v dogajanju tega našega prepletanja, teh naših misli porajala v moji glavi, je tudi ta, da so vse moje sogovornice tako ali drugače vpete tudi v okolje. Vpete tudi v veliko mero človekoljubnosti, humanitarnih dejanj, v veliko mero ljubezni do svojega kraja in pa do svojega okolja. In ko boste ali ste morda že na tej svoji poslovni poti, nikar ne pozabite tudi na druge. Kajti tisto, kar deliš, tisto se vedno obrestuje. Če ne danes, pa jutri. Saj ni potrebno, da vsi vedo za to. Potrebno pa je, da vsi to občutijo in da tudi vas potem to na nek način oplaja in plemeniti. In zakaj to razlagam? Zato, ker vse moje sogovornice danes so bile tudi že gostje na naši regionalni televiziji, vaš kanal, ker vse ali več ali manj tudi zelo dobro poznam in vem, da so tako ali drugače vpete v veliko mero človekoljubnosti, ki je v tem današnjem času, če ravno se zdi, da imamo vsega preobilju, na drugi strani morda tega preobilja manjka v mnogih domovih, da pomislite, ko se bo vaša poslovna pot rojevala in ko boste pripravljali svoje načrte, morda nekje v neki razpredelnici, tudi na ta del vašega poslanstva. Spoštovane gostje, hvala lepa za to, da ste odprto spregovorile o nekaterih parametrih svojih poslovnih poti in podelile nekaj misli ali drobec nasvetov tudi z vsemi ostalimi, tako z našimi televizijskimi gledalci, kot tudi z vami, spoštovane mlade podjetnice, in tudi z vama, spoštovana mlada podjetnika. Eden izmed teh podjetnikov je napisal: podjetnica ali podjetnik, nepomembno. Res je, nepomembno. Svet je danes svet enakih možnosti, če le znamo pogledati nanj iz tega zornega kota. Pozdravljam.